Danes je bila 13. redna seja Komisije po zakonu o preprečevanju korupcije. Na dnevnem redu smo imeli 3 točke. In sicer smo pod prvo točko obravnavali letno poročilo prejetih daril Komisije po zakonu o preprečevanju korupcije, ki jo nadziramo. Moram povedati, da je skupna vrednost prejetih daril predsednika komisije in pa članov komisije v skupni vrednosti okrog 250 evrov za leto 2009. Na koncu, ko smo se seznanili za to vsebino, smo pač sprejeli tudi takšen sklep, da smo se vsebino tega seznama prejetih daril seznanili. Po drugo točko smo obravnavali zapisnike prejšnje seje in pa pod tretjo točko smo obravnavali vsebine in pa prijave, ki smo jih prejeli na naslov komisije v Državni zbor. In sicer smo v skladu z spremembami našega poslovnika, v skladu z 14a členom nastavili evidence in lahko povem, da smo v enem letu, odkar veljajo te spremembe poslovnika, evidentirali 10 teh prijav. Samo na današnji seji smo obravnavali 7 takšnih prijav, ker tako kot smo sprejeli tudi v poslovniku samem, ne obravnavamo vsebine. Seznanili smo se z nekaterimi vsebinami, ki bi narekovale ali gre za takšne vsebine, ki bi imele morda za posledico predlog kakšnih sprememb veljavne zakonodaje, vendar ni v naši pristojnosti, da preiskujemo in se podrobno spuščamo v vsebine. Zato smo v skladu z spremembami poslovnika te prijave poslali komisiji, ki je pristojna za nadaljne obravnave. Ob tem naj povem, da se tukaj soočamo še vedno s težavami. In sicer komisija, ki jo vodim, je svoje delo v tem smislu sprememb 14a člena našega poslovnika izpolnila, torej evidentiramo vse prejete prijave in jih tudi pošiljamo komisiji, ki je pristojna za nadaljno obravnavo. Žal pa se nam dogaja to, da kljub temu, da poslovnik velja 1 leto in da je bil sprejet in spremenjen tudi 14b člen, od katerega smo pričakovali, da bo komisija, ki jo nadziramo, torej Kosova komisija, tudi nam posredovala podatke o številu prijav, v kateri fazi so posamezne prijave. Nas ne zanimajo osebni podatki, takšni ali drugačni. Sicer pa imamo v 44. členu zakona o preprečevanju korupcije jasno napisano, da te podatke hranimo, jih javno ne prezentiramo, zato ni nobenih razlogov, da nam komisija, ki jo nadziramo, teh podatkov ne bi pošiljala. A žal, kot pravim, leto dni je od sprememb uveljavitve tega poslovnika, ki velja za vse državljane, velja tudi za komisijo, ki jo nadziramo, žal teh podatkov nismo dobili.